Dober večer. Lepo pozdravljeni vsi pri nas, pozovskim sopetnim programom, pogovorom s Tilijem. Veseli, da smo zbrani, zdaj preverjamo, da v zadnji vrsti imajo tudi čaj, tako da bom se že poskrbela, ali pa si boste sami poskrbeti, če najboljše. Pozdravljam tukaj Tilija, dolgoletnega filozofa, škofa Svobodne katoliške cerkve in poznavalca teme, pa prebiralca, mislim, za mnogo let, da se veselim, kaj bo danes podelil o temi, ki se nas gotovo tiče veliko bolj, kot bi si marsikdo mislil, skozi takšne drugačne vire, znanje, ki prihaja o tem, o prihodu, prisotnosti Maitreje Kristusa v novi dobi, pa to prepuščam Tiliju. In me veseli, da smo stavljali, da boš povedal, kaj je. Hvala lepa. Dober večer. Pa bomo začeli z eno invokacijo. To ne bo velika invokacija, ki se uporablja tudi za transmisije. Velika invokacija, ki je danes znana, je, tako rečemo, neke vrste zadnja verzija, oziroma, če se ne motim, je to tretja strofa celotne velike invokacije, ki ima sedem delov, ampak bomo začeli z drugo strofo, oziroma za drugo, če lahko rečem, invokacijo, ki je bila dana, ki se meni zdi danes tudi še kako pomembna. Lahko pa povem, da jo izgovarjam že od leta 75, vsak dan je postala del mojega življenja. Tako da bi prosil, da za trenutek zapremo oči in samo prisluhnete tej invokaciji, temu klicu, ki mislim, da je na nek način res prisoten v srcih vseh ljudi. Naj sile luči razsvetli človeštvo. Naj se duh miru razlije povsod po svetu. Naj se vsi ljudje dobre volje združijo v duhu sodelovanja. Naj prevladuje odpuščanje med nami. Naj bo delo sil luči močno in zmagoslavno. In zgodi se tako, da tudi mi danes opravimo svoje delo, tako kot je prav in se spodobi. Hvala lepa. Torej, če se ne motim, je to tak drugi klepet ob čaju. V Ljubljani so imeli tudi dva, samo enega. Ampak namen teh klepetov ob čaju je, da se slišijo besede iz knjige Ključ teozofije Helene Petrovne-Blavatsky in da pa o tem nekaj povemo, se pogovarjamo. In ko sem razmišljal, prvo se mi je zdelo, da bi brali o reinkarnaciji in pa karmi, kaj o tem pravi gospa Blavatsky v Ključu teozofije. No, to je bilo še lani, potlej sem se pa odločil, da bom podal neka moja izkustva, neke moje misli, neke moje življenjske dogodke, ki se nanašajo na temo o prihodu učitelja sveta, prisotnosti učitelja sveta, iz razloga, ker je lani oktobra zapustil ta fizični svet Benjamin Creme, ki pa je imel poslanstvo govoriti o prihodu in o prisotnosti bodhisattve Maitreje.
zdaj, če vas ta tema zgodba, Benjaminova zgodba zanima, vem, da je na internetu tega ogromno. Druga stvar pa je, da se tukaj tudi srečuje ta meditacijska skupina, ki upravlja tehniko, ki jo Benjamin dal, to je transmisijo, če se motim, 2-krat tedensko, v ponedeljkih pa ob četrtkih ob 7. Tako da v tem bom še na koncu kaj dodal. Tudi potem si lahko, kot vem, so prinesli ljudje knjige, si lahko pogledate. Žal pa danes ne bo toliko govora o poslanstvu Benjamina Krema, bom tudi o tem nekaj povedal, ker sem pač imel to priliko, da sem v tistih 80-ih letih, od leta 81 pa tja do 86, dosti prijateljeval z Benjaminom in se srečeval tako v Angliji kot v Münchnu, v Nemčiji, kjer je bila kar velika skupina. Tako da lahko povem nekaj svojih izkušenj, ki so zelo zanimive. Ampak danes bi vam predvsem rad spregovoril o tem procesu, ki mu rečemo prihod učitelja sveta. Kdaj se je to praktično začelo? Kdaj se je ta proces začel? Res je, da najdemo o ponovnem prihodu nekaj govora v Svetem pismu, da bo Jezus ponovno prišel. Res je, da najdemo govora o prihodu imama Mahdija, to je tega muslimanskega ali pa islamskega učitelja, ponovnem zopet v prihodu nekega velikega učitelja, ki bo prinesel pač neko blagostanje in tako naprej. In res je, da je o tem govora tako tudi v budističnih spisih, da bo prišel tudi novi Buda in to je ta Bodhisattva Maitreya. Res je, da obstaja v Indiji doktrina avatarjev, se pravi tistih, ki pridejo takrat, ko je nuja sveta takšna, da pride novi, lahko rečemo, Jagat Guru, učitelj sveta, novi avatar, da takrat, ko je zemlja oziroma človeštvo v popolni temi, da avatar prinese luč. To so tako zvani avatarji Višnu principa, eden od teh je Krišna in potem je pred njim cela vrsta, tako da Krišna je, če se ne motim, 9. ali 10. In pričakujejo tudi v tem zaporedju teh avatarjev, pričakujejo zdaj Kalki avatarja, se pravi tudi avatarje za to Kali dobo, to temno dobo. Tako da posod se govori o tem prihodu. Res je, da so o tem razmišljali tudi teozofi. In gospa Helena Blavatsky, in s tem bom pričel, je v ključu teozofije dejansko odprla na nek način duri v teozofskem gibanju, se pravi, takrat je bilo samo eno teozofsko društvo, danes jih je kar nekaj, so se zgodile v narekovaju, z mojega zornega pogleda, ne v narekovaju, šizme, so se razdelili zaradi nesoglasij, nestrinjanja na različna društva. Ampak takrat, ko je Blavatsky še bila živa, to se je dogajalo po njeni smrti, se pravi razpad na različna društva, je proti koncu svojega življenja v Londonu odgovarjala na vprašanja in tako nastala knjiga, ki se imenuje Ključ teozofije. In v tem ključu teozofije je, ko sem bil prvič tukaj, smo začeli z prvim vprašanjem, danes bomo pa z zadnjim, se vprašali o bodočnosti teozofskega društva. In ona odgovarja takole.
če bo sedanji poskus v obliki našega društva uspešnejši od tistih pred nami, potem bo društvo obstajalo kot organizirano, živo in zdravo telo, ko pride čas za prizadevanje 20. stoletja. Se pravi, na to vprašanje je ona odgovarjala leta 1800, če se ne motim, proti že koncu svojega, če najdemo, tam okoli 90, 88, če se ne motim, 1888, pač ne piše posebne letnice, ne vem zakaj. In je rekla takole: stanje človeškega mišljenja in čutenja se bo širjenjem njegovih idej, torej idej Tezovskega društva, nasplošno izboljšalo in prečistilo. Predsodki in dogmatične utvare pa bodo, kot sem že dejala, vsaj do neke mere odpravljeni. Ni rekla, da bo odpravljeni, ker pa to bi bila neresnica, ker vidimo, da še danes obstajajo predsodki in dogme, ampak do neke mere. Zdaj moramo vedeti, to je bilo opisano leta 1888, takrat so bili predsodki pa dogme sigurno močnejši kot so danes, ko je znanost že toliko razvita. Pravi, ne samo to, poleg tega, da bo vsem na voljo in dostopna zelo obširna literatura, kar je pa res, če danes pogledamo, ja, po knjižnicah, po knjigarnah, že tle, če pogledate 11.000 knjig, če se ne motim, z takšno in drugačno duhovno in religiozno in filozofsko tematiko. Če greste samo čez cesto v mestno knjižnico Celjsko, boste tudi našli takšne knjige, knjigarne, boste takoj našli osebna rast, duhovna rast, ogromno knjig. Lahko vam pa povem, leta 1975 sem jaz poznal samo 2 knjigarne. Ena je bila v Londonu, to je bila Atlantis Bookshop, druga je bila po Münchnu, je bila pa Akasha. Pa konec. To so bile 2 knjigarne, nemške smo v Münchnu kupovali, angleške v Londonu, drugih pa ni bilo. Ja? Bila je še v Ameriki, je bil ta Body Tree Bookshop, tam si tudi lahko kupoval par knjig, ampak to, kar je danes, to je pa dejansko res poplava. Poplava knjig. Ogromno Slovencev piše duhovne knjige, ogromno se je prevedlo knjig in tudi lahko kupuješ angleške in pa nemške knjige pri nas. Včasih je bilo to leta 1975 zelo zapleteno. To ni bilo kar po 1, 2, 3. Si šel v mladinsko knjigo, si jo naročil in pa si čakal, da so prišle knjige. Tisto, kar smo mi delali, da so knjige prihajale, mi smo naročili kar nekaj knjig in pol jih nismo kupili. Nismo se pojavili prevzeti knjige in so bile na policah za prodajo. To je bil dejansko naš trik, da so knjige bile na razpolago za kupiti. Ker če bi jih jaz kupil, jih ne bi bilo več tam. Tako da res je bilo ogromno knjig. Danes jih je ogromno. Tako kot ona pravi. Pravi, in kaj se bo zgodilo? Naslednji impuls v 20. stoletju bo našel veliko, močno skupnost ljudi, ki bodo pripravljeni pozdraviti novega prinašalca resnice. Ona mu rekla torchbearer, se pravi tisti, ki prinaša glasnik ali lučenoša resnice v 20. stoletju. Pravi, za sprejem svojega novega sporočila bo našel pripravljeno mišljenje ljudi. Se pravi, našel bo ljudi, ki bodo imeli pripravljeno mišljenje, ki bodo imeli primeren jezik, katerega bo lahko odel resnico, ki jo prinaša, ter organizacijo, zelo dobro poslušajte, ki bo njegov prihod pričakovala
in mu na poti odstranila zgolj, Blavatsky rekla zgolj, odstranila mehanične, materialne ovire in težave. Tako. In s tem je dejansko odprla duri, da se je nekaj začelo dogajati v teozofskem društvu. Po njeni smrti je njena učenka in druga predsednica teozofskega društva pričela z svojimi sodelavci iskati tega tako imenovanega prinašalca resnice. To ni bilo kar nekaj, kar naj bi se zgodilo leta 2009-2010, ko je ustanovitelj Svobodne katoliške cerkve, Charles Webster Leadbeater, takratni prominentni član teozofskega društva in priznani jasnovidec, zelo priznan, še danes ga nekateri znanstveniki se čudijo, kako je lahko v svoji knjigi Okultna kemija opisal elemente, kako izgledajo, kako so atomi postavljeni, ko ni imel na razpolago pripomočkov, kot so te močni mikroskopi in druga znanstvena pomagala, s katerim oni danes lahko nekatere stvari gledajo in to, kar je on povedal, pravijo, da drži. In Leadbeater, Charles Webster Leadbeater, dragi prijatelji, je tisti, ki je prvi govoril o kundaliniju, tisti, ki je prvi govoril o čakrah v svojih knjigah in dejansko tako postavil jezik, jezik za tako imenovane kasnejše, mi pravimo New Agerje, novodobnike. Njegove knjige so resnično prve knjige o čakrah, prve knjige o tem sistemu joge, o kundaliniju. Do takrat tega na Zahodu ni bilo. Enostavno tega ni bilo. Tako da Leadbeater je kriv za to, da je našel leta 1909, če se ne motim, je našel oziroma videl na obali reke Adjar nekega fantka, starega takrat približno 13-14 let, Jiddu Krishnamurti, iz neke brahminske družine, Jiddu Krishnamurti iz družine, kjer je bilo 5 otrok, pa verjemite, da je njegov starejši brat bil bolj brihten od Jiddu Krishnamurtija, bolj priden, in njegov mlajši brat še bolj priden od njega, kar se tiče učenja v šolah. Ampak, veste, Leadbeater je izbral tega fantka, ki je neprestano bulil nekam z odprtimi usti. Možgani mu niso kaj delali. In je rekel, ima tako čisto avro, kot je še nikoli nisem videl. Ta dečko, ta otrok je primeren nosilec, zato da se skozi njega utelesi zavest učitelja sveta. Zdaj, tisto, kar se je takrat dogajalo, ne povedo vsega, ampak očitno je v ozadju po smrti Blavatsky so začeli res razmišljati o tem, kar je ona rekla. Pripravljati prostor, razmišljati, kako bodo pomagali nekomu odstraniti materialne težave. Ja? In so našli tega, Leadbeater je našel tega fantka in ga je dejansko začel pripravljati. Dogovorili so se z očetom, da ga bodo šolali, da bo šel na Oxford in tako naprej. In oče je to podpisal, na kar kasneje so bili sodni procesi, ki je hotel otroke nazaj, kajti Krišna ni šel sam stran, z njim je šel tudi njegov mlajši brat Nitya, s katerim sta bila zelo, zelo močno povezana. To, kar vam bom danes povedal, je namenjeno, da spoznamo nek
vzorec, ja, nek zanimivi vzorec, ki se vedno ponavlja. Ki se ponavlja, kadarkoli se pripravlja prihod novega učitelja sveta. Ja. Novega učitelja sveta. Zato sem prebral kar nekaj knjig. Leta 1975 sem postal član tega teozofskega društva. Rad bi povedal, da boste razumeli, da je Krishnamurti res, ko je odraščal, so mu ponudili organizacijo, ponudili so mu finančna sredstva, ki so odstranila vse prepreke na njegovi poti. Ja. On je odraščal, hodijo po celem svetu, potovanja mu niso bila problem, denar je bil, obleka je imel svojega lastnega krojača, ni bilo problem, da se pravi v Londonu, edini problem je bil to, da ni malo šole. In medtem, ko je njegov brat mlajši uspel priti na univerzo, on ne. Povrnil je parkrat, tako da je opustil to idejo, da bi se šolal. Je se pa učil jezike. Ne? Učil se jezike. Krishnamurti je zmeraj rekel, da je že od majhnega imel vacant mind, prazni um. Pravi je prazni um in rekel, morda jaz sem zato postal to, kar sem. Ja? Tako da ena od čudovitih knjig o življenju Krishnamurtija, danes je knjiga Življenje in smrt Krishnamurtija, ki je napisala njegova in oboževalka in prijateljica Mary Leutens, ki je bila hčerka od gospe Leutens, ki je pa Krishnamurtija spremljala od majhnega naprej in je bil med njo in Krishnamurtijem zelo močna povezava. Tako da, če nam kdo res lahko govori nekaj o tem dogajanju, potlej je to, seveda, so to tisti, ki so Krishnamurtija poznali. Jaz vam ne bom dolgo težil, rad bi samo nekaj stvari potegnil. Tisto, kar je nastalo, je bilo to, da so prvo, kar so teozofi naredili, je, da so ustanovili skupino, ki bo v Indiji, ki bo skrbela za to, da se bo začela širiti informacija o prihodu novega učitelja sveta. Ja? In ta skupina se imenovala Red vzhajajočega sonca. Red vzhajajočega sonca. V njo so bili vključeni študenti iz univerze, ki so jo imeli pod svojo roko teozofi, tudi nekateri profesori so bili vključeni. In seveda znotraj te skupine je obstajala pa še ena skupina, ki se imenovala Order of the Purple Shawl, red vijoličastih šal, ki so nosili vijoličasti šal, zelo drage svile in z nekimi Džidu Krishnamurti napisanim imenom in tako naprej. To so bili tisti, ki so bili najbolj predani tej ideji. No in tukaj se je pojavil ta fantek, za katerega je Leadbeater postal neke vrste tutor, tisti, ki bo za njega skrbel. Dali so ga v strišt, oblekli so ga v čevlje. Veste, Indijci oblečejo čevlje, če otrok čez čas bos hodi, on je to ga najbolj motilo. Tudi, ko je imel najboljše čevlje, ga je zelo motilo hoditi v čevljih. Res pa je, da je do konca, to se zapomnite, svojega življenja bil vedno, ko je bil na zahodu, je bil oblečen v, lahko rečem, res popolno obleko, zahodnjaško obleko. Njegovi čevlji so bili vedno zloščeni, da so se sijali in to je vedno sam loščil, ja, sam jih je pucal, ja. Sam je skrbel za svojo obleko. Ja. Ko je bil pa v Indiji, je bil pa oblečen v indijsko oblačilo. In seveda na zahodu je sedel na stolu, na vzhodu je sedel na tleh, kot Indijci sedijo. No, ampak zanimivo je, da ko je prvič
ko je prvič srečal Leadbeatera, tega prominentnega filozofa, ga je bilo strah. Pravi, da so se Indijci bali Evropejcev, ker za njih so bili Evropejci pa so zahodnjaki, to je bila gospoda, veste, to so bili sahnik, nekaj posebnega, iz zahoda. In ga je bilo strah in je Leadbeater se tudi na začetku do njega obnašal zelo ljubeče, zelo očetovsko, ampak ker je Krishnamurti vedno stal z odprtimi usti. Mu je rekel, Leadbeater taka, zapri usta. In ker tam malo ni hotel zapreti usta, je dobil lofuto. Pravi, od takrat naprej so bila njegova usta zaprta. Ampak odnos do Leadbeatera se je pa spremenil. Ni bil več tist ljubeč, moj oče, ampak je bil kar malo jezen na njega. Tako da Leadbeater je s tem fantom, tisto, kar se je zgodilo, ga je začel trenirati, začel učiti in je zahteval nekega dne, je rekel, mojstri zahtevajo, da sva 4 dni zaprta skupaj v sobi, tam od Ani Bezant, da tam spiva, ker ga jaz po noči jemljem s sabo na strana potovanja v Himalaje. In tretje jutro, to je bilo v nedeljo, pravijo, so vsi zaslišali, ko Krishnamurti vpije, spomnim se. In se spomnim nočnega dogodka, da ga je Leadbeater odpeljal s sabo v Himalaje, v eno posebno dolino, kjer so bili zbrani ti riši, ti modreci, ti mojstri modrosti. Bila je prisotna tudi predsednica Teozofskega društva Ani Bezant. In takrat je Krishnamurti šel skozi posebno transformacijo ali posvečenje. In kaj se je začelo dogajati? Začel je prinašati besedila vsako drugo jutro. In tako je nastala ta knjižica, ki je danes eden od dragulčkov Teozofskega društva ob nogah učitelja, ali vznožje učitelja, The Feet of the Master. Podpis je ne Krishnamurti, ampak Alkione. Tisto, kar je Leadbeater z njim tudi počel, je, da se je usedel do njega, tega majhnega fantka, in mu dal roke na glavo in mu govoril njegova prejšnja življenja. Se pravi, imel je videnje prejšnjih življenj in tako je nastala knjiga 24 življenj Alkione. Ta knjiga je na razpolago, je tukaj, kjer je on opisoval življenje tega fantka, 24 življenj v Atlantidi, v Egiptu, v tistih različnih časih in obdobjih in prostorih. Tisto, kar je zanimivo iz knjige, to, da verjamemo, je res to videl ali ni videl ena stvar, ampak skozi knjigo se kaže učenje karme in reinkarnacije, tako skozi zgodbe, kako je bilo kle, kako se tam dogaja, kako se je kle dogajalo, hotle. Vzrok in učinek povezuje Leadbeater zelo dobro. Jaz sem si nekaj stvari zapisal, se pravi leta 1910 se je zgodilo to, da rekel, spomnim se. Tisto, kar je bilo, da je prvič šel v Anglijo leta 1911 z gospo Ani Bezant in potem je začel tam študirati. Problem, da ga niso sprejeli na različnih šolah, je bil po eni strani zelo preprost. Eno seveda, da je imel ta bolj prazni vacant mind, druga stvar je bil pa sodni proces, ki se dogaja v Indiji. Njegov oče ga je hotel nazaj. In filozofi ga niso hoteli dati nazaj. In zato so ga skrivali po Evropi. Dejansko so se skrivali, da ga ne bi Indijci našli. Ne samo Krishnamurti, ampak tudi njegova brata.
ker je oče zdaj hotel bonus imeti otroka, ki bo učitelj sveta. No, ampak ustanovili so pa tisto, kar se je začelo dogajati, predavanja, ki jih je imela Annie Besant po Angliji. Na ta predavanja je prihajalo ogromno ljudi. Annie Besant, ta druga predsednica Teozofskega društva, je bila izreden človek. Veliki orator in veliki politik. Ona je kriva, da je v Indiji nastal nacionalni kongres. Ona ga je dejansko tisti ustanovitelj in je bila tudi prva ženska predsednica nacionalnega kongresa Indije, kamor je potem tudi Gandhi začel svojo pot. Z Gandhijem sta se večkrat videla, slišala, bila sta malo v različnih pogledih. Gandhi bo vedno, če ste brali, pravi, da ga je njega do Bhagavad Gite, do indijske filozofije, ne boste verjeli, rekel, da je pripeljala teozofija, ključ teozofije. Ta knjiga, ki je bral v Angliji, ko je študiral za pravo. Je dobil v roke od Helene Petrone Blavatske, ključ teozofije, in potem je začel brskati po svoji tradiciji in tako je prišel tudi do Bhagavad Gite in je to navdušilo. Ko so, da boste videli, zakaj, jaz osebno gledam na Krišnamurtija lahko iz dveh vidikov. Eno je njegovo učenje, ki ga boste danes našli po mnogih njegovih knjigah, tudi tu pripravljamo večere o Krišnamurtiju, tako da bomo imeli te videe, ki so posneti in z slovenskimi prevodi, bomo vrteli in pa bo, ne vem koliko nas bo ena majhna večja skupina, bomo imeli pogovore o teh učenjih. To so učenja, ki so prišla preko Krišnamurtija, zelo zanimiva. Druga stvar je pa njegovo življenje. Če želimo pa res dojeti srž njegovega učenja, potle je dobro se seznaniti z življenjem Krišnamurtija. To njegovo življenje, to dogajanje z to, temu rečemo, vsemogočno neko silo, ki je delovala na njega, ki ga je oblikovala, ki ga je spreminjala in ki ga je vrgla v nekaj, kar so poimenovali proces. Proces, ki se je začel, ko je bil star, bomo prišli leta, ne vem, da je star mogoče 18 ali 19 let, v Ameriki, v Ojaj, se reče Ojaj ali Ohaj dolini, se je začel proces prebujanja Krišnamurtijevega energije in ta proces se je končal pri mrtvi. Krišnamurti je bil non-stop v bolečini, non-stop. Non-stop se je dogajalo nekaj z njegovim telesom. Non-stop je rekel, oni, nikoli ne vedel, kdo so to oni, spreminjajo moje telo, neprestano delajo. Zdaj, to je težko, kaj pa delajo? Vete, po teozofskih učenjih imamo mi to telo, ki ga zdaj kažem, moje telo, jaz ga imam 18 milijonov let. 18 milijonov let je to moj material, ne vaš. Tole tle, celice, ki razpadajo in se vračajo nazaj, so moje. 18 milijonov let so moje. Ja? Niso vaše, niso od živali, niso od rastlin, so moje. Ja? In 18 milijonov let jaz na tem materialu delam. Na tem materialu delam. Sprav, v tem materialu, v vsaki celici, DNK je zapis mojih vseh reinkarnacij nazaj. Ja? In jaz sem odgovoren za ta material.
To je tako, kot da ti nekdo da, tlele imaš pa, kaj zvem, par kubikov ceglov in iz teh ceglov zgradi hišo in jo zgradiš. In na to se sesuje hiša tam čez 100 let. In iz tega materijala, ki se sesu, narediš nove cegle in zgradiš na to zopet novo hišo. In se zopet sesuje in zgradiš novo hišo. Nikoli ne dobiš novih ceglov, nikoli ne dobiš novega fizičnega materijala, novega astralnega materijala, novega, to zelo rečemo, konkretno mentalnega materijala, novega kauzalnega materijala. Vedno imamo isti materijal. Vedno imamo isti materijal. In ta materijal mi iz življenja v življenje spreminjamo z svojim načinom življenja, delujemo na njega, smo odgovorni za njega, da ga, pazite, teozofsko učenje, ezoterično učenje, v določenem času, se pravi določeni inkarnaciji, osvobodimo. Da ga osvobodimo. Kaj to pomeni druga zgodba? Mi smo odrešeniki tega materijala. Ta materijal ima svojo zavest, fizični materijal ima neko svojo zavest, moj astralni materijal ima neko svojo zavest, moj kauzalni ali konkretno mentalni materijal ima svojo zavest. To je zelo resno teozofsko učenje. O njem se zelo malo govori. Ker je to, wow, jaz imam tole, kar zdaj čutim 18 milijonov let, toliko je res staro to, še več. V resnici je ta material v resnici po teozofskih hipotezah, teorijah, star 40 milijonov let. 40 milijonov let smo mi na tem planetu, razne civilizacije, in to je to učenje teozofije, še 5 milijonov let pa gremo malo više, malo bolj naprej pravijo. In tako, delo na tem telesu Krišnamurtija, delo na njegovem telesu, je bilo nekaj posebnega, da se ta material, ki ga on uporablja že 18 milijonov let, pospešeno z njim nekaj dogaja. Pospešena transformacija tega materijala. Ne samo za to življenje, ampak za naslednje življenje. Ko bo ponovno reinkarniran, bo ta material imel frekvenco, skozi katero bo dosti lažje nekaj delovalo. In ta proces, kot so to pomenovali proces, se je začel v Ameriki in je trajal dejansko 70 let. 70 let bolečine, spreminjanja, groznih situacij, bom kratko povedal. No, leta, se pravi, prvo so ustanovili red vzhajajoče zvezde, ki se je pol spremenil, ime se je spremenilo v red zvezde vzhoda, se pravi, red vzhajajočega sonca, se kasneje leta 1900, bom videl, če imamo tukaj napisan, nekaj sem si napisal, se spremeni v red zvezde vzhoda. In cilj reda zvezde vzhoda leta 1911 je informirati ljudi o prihodu učitelja sveta, informirati ljudi o prihodu učitelja sveta. Leta 1927 se ime red zvezde vzhoda spremeni v ime red zvezde in spremenijo tudi cilj. Informirati ljudi o prisotnosti učitelja sveta, ne več o prihajanju. Je že prišel. Prvo je bilo informirati o prihodu, pa informirati o prisotnosti učitelja sveta. Kar pomeni, da je
da so bili prepričani, da je učitelj sveta skozi Krišnamurtija prisoten. Takrat leta 1927 je število članov reda zvezde bilo, piši in reči, 45.000 članov po celem svetu. Ogromno. 45.000 članov, to so bili registrirani člani. Registrirani, ne, plus ogromno neregistrirani po celem svetu. Leta 1929 Krišnamurti, ki je vodja tega reda, ta glavni red razpusti. Razpusti red zvezde. Pravi, resnice se ne da organizirati. In jaz ne bom bergla za vas. Jaz nimam nobenega učenca. Učitelj sveta me ne zanima, a sem ali nisem. Jaz nisem učitelj. Učitelj je življenje samo. Učitelj je življenje samo. In Krišnamurti gre svojo pot. Kje pa je zdaj ne to Zofija? Kaj pa ima treja? Hej, kam pa greš? Pojdi nazaj, ti si moj treja. Nastal je veliki šok, nastal je krah, nastal je kriza v tozovskem društvu. Razpad, ogromno jih je zapustilo, razočarani. Ja, kaj pa zdaj, kako pa zdaj, kaj pa se dogaja? Če berete knjigo in če berete življenjepis Krišnamurtija, nikoli, nikjer, nikdar ni rekel, jaz nisem bodhisattva Maitreya. Nikdar. In tudi nikoli ni rekel, jaz sem. Niti jaz nisem, niti jaz sem. Čeprav se je zgodilo parkrat, pravijo, da je enostavno stal in je šla taka moč preko njega. Enkrat je stal, ko je delil članske izkaznice v Indiji in kar naenkrat je spregovoril, pravi, prvi govoril, pa bo prišel, pa bo prišel, pa bo prišel in kar naenkrat spregovori z močnim glasom. Jaz prihajam. Ne da uničujem, ampak da gradim. Nekaj takšno. In tisti, ki so bili okoli, enostavno so rekli, da je bila taka moč, da so padli na tla, prostracijo. Pripeljali so ga v ta nacionalni kongres in je šel tja naprej, da bo pomahal ljudem in seveda vsi so šli na tla. Zaradi, ne zato, ker je karkoli govoril, Krišnamurti ni rad predaval na začetku, sovražil predavanja. Tisto, kar bi vam rad povedal, je, da je Leadbeater proti leta tam 27-28 napisal teozofistu, ta oče, rekel, res je približno takole, da ta vsemogočna zavest učitelja deluje skozi Krišnamurtija, ampak vedeti moramo, da ne deluje v vsej svoji moči. Ne deluje v vsej svoji moči. Prav, en del deluje skozi njega. Tako da so začeli razvijati različne teorije. Rad bi vam povedal, ker vsega res ne moramo, ampak kaj se je s tem procesom, kako se je začel. Torej, od Krišnamurtija brat Mitja je hudo zbolel, tuberkulozo. In ko mi je bilo 17, 18 let, karkoli rečemo letnica, se lahko zelo motim. In tudi umrl. V Ameriki, medtem ko je Krišnamurti bil na poti v Indijo, čeprav so Krišnamurti mojstri zagotovili, da ne bo umrl. To je bilo za Krišnamurtija velika prelomnica, da njegov brat, katerega je imel tako rad, tako sta bila povezana, umrl. Ampak zvečer je izvedel, bil je šokiran, res izgubil je skoraj vse, se mu je rušilo, drug dan je bil spremenjen, drug dan je stal pred ljudmi spremenjen.
totalno z novim videnjem življenja, z novim pogledom na življenje. Se pravi, ni klonil, ampak je krizo izkoristil, da se je dvignil naprej. Da najdemo proces, ko sem prosil pripravil, da vam preberem. Upam, da odkrižem. Zdravje. Torej, tisto, kar se je začelo dogajati, je, da je še predtem doživel parkrat, da je pravi kar nastala tema. In to je napisal Ani Bezant, pravi, da je draga mama, ker je imel mama prav, ne vem, kaj naenkrat je bila tema. Izgubil sem zavest. Vse, kar vem, kar ti lahko rečem in to drugim ne morem reči, je napisal, je to, da je bil pa nekdo prisoten. Nekdo je bil takrat prisoten. Prav, on je čisto govoril o nekom, ki ga nišče drug ni videl. In tudi Krishnamurti pravi, tudi proti koncu življenja je rekel, moje življenje je bilo planirano. In jaz sem bil vedno zaščiten. Imel sem zaščito. Pravi, no, eno je, da so me ščitili te teozofi, inicijati, vedno imel dva posvečenca zraven, dva moška, ki sta ga ščitila. Pravi, drugo je pa, da sem imel notranje zaščito, te moči, ena moč ga je ščitila. On je rekel, ne grem na viro, ne grem tja. Ker zaslutuje, kam sme, pa kam ne sme. Pravi, vedno sem imel to neko čudno zaščito. On sem jih ščitil. No in ko je bil leta 22, je to bilo, so z bratom zaradi nitja šli v Kalifornijo, v to dolino Ojai ali Ojai, ki še danes je en tak dom, ni bil tam, je to en tak duhovni center, kjer je tam nekaj skupin tam tako, ja, cela dolina je polna teh raznih duhovnih skupin, ena indijanska, taka legendarna dolina, mesli blizu L.A., Hollywood pa to ni daleč. No in ko je bil tam, se je začel ta proces prebujanja kundalinija v njemu in to je bilo tako strašno boleče, se pravi, tisti, ki pozna te stvari, prepozna vse znake prebujanja kundalinija, ni dovolil nikomor, da se mu približa, ni dovolil, da se ga dotikajo, ker se je tresel, tresavice je imel strah in hotel bi čel čas sam, osamljen. In je padel, zgubljal je zavest, vročino je dobival, se pravi, tukaj je bil njegov brat Nitja, potem je bila še ena deklica Rosalinda, ki še morate se večkrat zaljubil. On iz tega ni delal nobenih scen. Ampak je rekel, to so kako grozno je, te sanje jaz ne bom nikoli mogel resničiti, teh sanj, ker to ni moj cilj. Je hude borbe, te pubertetniške s tem, ker je bil predan pač, kar so mu teozofi rekli, je sledil tej poti in tukaj ogromno res žrtvoval, bil je ena velika žrtev. No in ko je začel doživljati ta proces, te strašne bolečine v vratu, imel kar nekaj bule, je hotel biti sam in je čel čas rekel, puste me, jaz moram, čel čas se mu je medlo, bluzil je kar nekaj, govoril je, da je v Adijarju, klical je imena ljudi, ki tam v Indiji živijo, v tem teozofskem centru, klical Ani Bezant in čel čas govoril, hočem v gozd, jaz moram v gozd hočem, pa mu niso dovolili, da bi sam šel v gozd. No pa pol je pa enkrat ta lastnik
te hiše, kjer so bili, gospod Warrington je rekel, lej, Krishnamurti, tamle je tisto Poprovec je bil tako. Poprovec je tako, predstavljajte si eno debelo oljko, ja. Debelo oljko, staro oljko, ampak ima čudovite liste, take ozke, dolge liste, pa rdeče sadeže, te punkice rdeče. In ti so padale do tam, tak stari Poprovec, rekel, Petja. Je rekel, a res ga ne Petja? Jo, je rekel, kam že preniste to rekel. In se je usedel tja po tisti Poprovec. In enkrat se je začelo. In probal bom prevesti. Pravi, bili smo v tej zvezdni noči, Krišna se je usedel in naslonil na Poprovec. Še vedno je zmedeno nekaj mrmral in nato pa je zavpil, pa zakaj me že prej niste poslali sem? In nato je nastala kratka tišina, na kar je pričel peti. Pravi, že 3 dni ni ničesar spregovoril, zdaj pa naenkrat začel peti. In pel je mantre, ki jih pojejo v tem teozofskem centru, v Adjarju, v najsvetejšem svetišču. In nato je nastala tišina. Pravi, mi smo sedeli tam, gledali proti drvesu, se čudili, ali bo vse v redu, ker je bila kar naenkrat popolna tišina prisotna. In ko smo tako gledali, sem naenkrat, to njegov brat opisuje, zagledal veliko zvezdo zgoraj na nebu nad drevesom. In jaz sem vedel, pravi niti njegov brat, da se Krišnino telo, Krishnamurti, pripravlja za tistega velikega. In sem tudi gospodu Warringtonu povedal tej zvezdi, ki jo vidim. Prostor je bil naenkrat izpolnjen z veliko prisotnostjo. In nad me se je spustil nek notranji, začutil sem ta odziv, po katerem sem hrepenel in moral sem iti na kolena. Kajti vedel sem, da je veliki Gospod, ki je v srcih vseh nas prisoten. In čeprav ga nismo videli, smo vsi čutili to prisotnost. Na kar so se odprle oči Rozalinde. Rozalinda je bila ta deklica 19 let stara, ki ni bila teozofinja, ki ni bila nič kaj duhovno usmerjena, ampak seveda Krishnamurti je bil všeč, ker je bil lep fan. Njen obraz se je spremenil. Tako, kot še nikoli nisem videl spremembo na obrazu. Kajti bila je blagoslovljena, da s fizičnimi očmi vidi svetost tiste noči. Njen obraz je bil transfiguriran, popolnoma spremenjen. Ko je dejala, ali ga vidite, njega, učitelja? Ali ga vidite? Kajti ona je videla Bodhisattva Maitrejo. Tistega, ki ga milijoni pričakujejo. In videla ga je, ker so njene oči bile nedolžne. In ker je služila Gospodu, iskreno služila. Nikoli ne bom pozabil tega izraza na njenem obrazu. In naenkrat je rekla, jaz bom. Kot da je obljubila nekaj Gospodu. Jaz bom. Kot da ga je slišala, ko se je spomnil Medžugorju, ti otroci, so govorili, kot da se pogovarjajo z Marijo. In tukaj je Rozalinda ravno tako, kot da se je pogovarjala in je dala obljubo. Ja, jaz bom. Pravi še na to Nitja, da je slišal, kako Gandarve pojejo. Gandarve so ti angeli.
To je ena taka lepa, zelo, bi rekel, taka romantičen zapis, ampak ko to prebiraš, kaj je napisal brat od Krishnamurtija, nekako čutiš, da se mi je res nekaj dogajalo. Od takrat naprej je Krishnamurti bil neprestani v bolečini. Na koncu, še za konec, bi vam prebral, kaj je rekel. No, njegovo učenje je druga zgodba. Ja? Ampak na koncu, ko je umiral, to je zapisal doktor, ki so bili ob njem. Pa gremo pa naprej. A pijete čaj? To je zanimivo, to kar vam govorim. Pravi, no takole je rekel, ko bi ljudje vedeli, kaj so imeli. Pravi, takšnega telesa ne bo na razpolago 100 let, ne še več. Takšnega telesa ne bo več na razpolago. Tako da, Krishnamurti je dejansko bil en fenomen, njegovo sporočilo je vredno prebirati v tem duhu, kot je on hotel, se pravi nedogmatični pristop, razmišljati njegove stavke, iskati svoje mnenje, a se strinja z njim, a se ne strinja z njim, se pravi ne sprejeti vse, kot da ti nekdo da na krožniku. To nikoli ni živel. On je vedno vprašal ljudi, a se strinjate s tem? Ja? A se strinjate s tem? Je zanimivo, a ste me slišali? Kaj pa menite o tem? Vejte, nikoli ni to dajal kot suho zlato, to morate pa verjeti. Bil je popolnoma proti temu, popolnoma proti dogmi in vedno je rekel, jaz sem našel izvir čiste vode. Jaz vas lahko pripeljem do izvira, ampak pitnite pa sami. To je bilo njegovo sporočilo. Zdajte, mene je Krishnamurti zelo pritegnil v tistih letih. Res je, da smo bili v eni čudni godli, ker v filozofskem društvu sem imel ljudi, ki so bili in za njega in sem imel ljudi, ki so bili proti njemu. Tako da nismo vedeli, kaj in kako, ampak kot nam je rekel, nekdo je rekel, berite njegove knjige. To vse, berite, ni treba ga oboževati, ni treba ga slediti, ker to ravno on noče. Tako da smo prebirali knjigice, meni je ta še najbolj bila všeč, ker je tako majhna, ne? Je imaš lahko vedno s sabo. Ampak tudi druge knjige, se pravi, ker je šel skozi ta proces transformacije, je njegovo učenje se tudi poglabljalo in zelo zanimivo. Še posebej, če ste rasli v teozofskem društvu, kjer je bilo učenje o mojstrih nekaj, bi rekel, zelo svetega, nekaj tako svetega, da se o njih na javnih predavanjih ni govorilo. No in leta 80 sva s prijateljem, veste, Tito je umrl, takrat leta 80, in s prijateljem sva brala, sva bila izredno predana filozofa, sva brala knjige
in seveda brala ogromno o mojstrih modrosti. Ne? In še posebej nas je pritegnil eden od mojstrov, tudi mojster Joel Kuhn, mojster tibetanec, mu pravijo, v teh ezoteričnih krogih, po knjigah, da je tudi že nekaj knjig prevedenih njegovih. In naj je zanimalo, ja mi dva bi ga pa rada srečala, mojster tibetanca, ne? Ker je eden najmlajših mojstrov, ker je na razpolago, ker on komunicira z učenci, svega, ja. In so šla do takrat za nas najbolj, bi rekel tako, razgledanega filozofa, tudi ezoterika, astrologa in tako naprej, so rekla, veš kaj, to ne, so prišli k njemu. Rekla mi dva bi pa, a ti veš, ki mojster lahko živi, ne? Dva bi rada šla k njemu, ne? Vete, dva tam, vlada, mojca. In je on rekel, ne ste, ampak to morajo vedeti v Londonu, Luci Stras, oni njegove knjige zdajajo, ne, pejte tja. In da so šla direkt v London, ne. Ja, mi dva na Luci Stras vprašati, kaj mojster Joel Kuhn. Ja, če kdo ve, bojo oni vedeli, ne. Res je, da tudi oni niso vedeli, ne. No, ampak takrat smo se lepo spoznali, se pogovarjali in so šla v Theosophical Publishing House. Takrat je bila še knjigarna Theosofska v Londonu, zdaj ni več. In sva šla tja in sva gledala Theosofske knjige, da je bilo kupna ene par knjig sam povzela. In tam na eni polici zagledala eno knjigo v angleščini. Prihod Kristusa in mojster modrosti. Benjamin Crane. Medvaja vzameva in bereva, veste, tista knjižnica je bila tako velika, kot ta dva prostora. In dva se tako krohotala, da je tam knjigarnar, tisti prodajalec bil pa na debel gledal. In dva se smejala, pa kaj ta butec tle not piše, pa kakšne neumnosti. Se nam je vse jasno, da bo Bodhisattva Maitreya prišel. Pa kdo je ta idiot? Čisto tako se, ne? In pa sem šla mu ga vprašati, rekla, pa kaj ta knjiga tle sploh počne na teh policah? Rekel, ja, pa je en je tle dal. Rekla, ok, pa se on tudi smejal. Ne? Pa kdo je napisal, pa nek Benjamin Crane, ampak pa zagledala pa v knjigi naslov, pa to je tle v Londonu. Rekla, Madonca, tega človeka je pa dobra sreča, ta ne? Telefon je bil celo v knjigi. In sva šla in sva pač prvo celico telefonsko, ni bilo mobitela, ne? Vrtiva in se javi. Do druge Benjamin Crane. Ja, mi dva bi se pa rada srečala, nas zanima to, kar sem napisal v knjigi. Ja, je rekel, jaz pa nimam časa. Danes sem prišel iz Amerike, jutri letim na Nizozemsko, ne. Rekel, ja, pa kako, mi dva sta tukaj iz Slovenije, ne vem, če aha, pa kar pridite zdaj. Okay. Mi dva sta prišla ob 8, tja na tisti naslov, dekleta sva pustila v hotelu. Dva prišla čez 1 uro, da bomo šli naokoli, da mi nekaj dal padati. Rekla bova prišla naokoli in ob 8 sva prišla do Benjamina, ob 2 po noči sva ga zapustila. Od 8 do 2 sem imela z njim pogovor. Jaz sva prišla tako nasmejana, sproščena, od njega sva šla zelo zaskrbljena. V tem pogovoru sva spoznala, da je Bodhisattva Maitreya zopet tukaj, ja? In da bo zopet prišel. Prišla sva v Slovenijo in sva naredila na fakulteti, ta moj prijatelj, njegov oče, bil dekan fakultete, cel kraval. Tako sva tresla. Učitelj sveta je kle. In prvega, ki so ga napadla, je bil danes dekan, dr. Andrej Ule. Andrej, pa če ti povem, da je učitelj tukaj. In kako si ti nor? Tukaj je. Rabila sva sam 3 ure, da sem ga prepričala, da je nekaj tukaj. Tako da on postal še bolj nor, kot mi dva. In kmalu zatem je v Mladini prišel članek ven prisotnosti Maitreje tukaj v svetu. Tako se je začelo naše teozofsko potovanje z
Benjaminom Kremom. Tisto, kar nam je uspelo in zaradi tega smo tudi nekateri leteli iz Teozofskega društva, eden od razlogov je to, da smo Benjamina povabili v Slovenijo, čeprav moram priznati, da niso bila prva Slovenca. Prvi Slovenec, ki je Benjamina zelo dobro poznal, je bil naš Marko Pogačnik. Marko Pogačnik se je z Benjaminom srečal na raznih festivalih, dolgo pred tem, in Benjamin je že takrat o tem govoril. Tako da od leta 1975 naprej je to njegovo sporočilo vse bolj počasi. Tako da Marko Pogačnik ga dobro poznal Benjamina. No in mi smo Benjamina praktično nekako prepričali, pa za njega je to bilo, kot da je šel v Rusijo, ali ste. Ja, Jugoslavija je za mnoge bila še za železno zaveso, smo rekli takrat. Ne. Tako da je Benjamin prišel v Slovenijo. Prvi večer smo imeli transmisijo, s tem smo začeli, prišel je popoldne in mi smo približno vedeli, kaj je transmisija, ampak da bomo pa 4 ure sedeli tam v moji dnevni sobi, pa ne. In smo povabili prijatelje in so pač prišli in smo sedeli, in eni sploh niso vedeli, zakaj sedijo tam, ampak smo sedeli, ljudno smo sedeli. Eni smo vedeli, eni nismo. Ampak tudi dan je imel pa predavanje. Iz te noči, na drugi dan je umrlo tudi eno dekle, ki je šlo ne vem, kam je šlo že tisto letalo, takrat je tisto letalo padlo dol. Na Korziko, ja, ki je bila na transmisiji. Tako da sem jaz drug dan bil šokiran, se rekel, Benjamin, kaj pa, če ti tako veš, zakaj pa nisi upozoril? Rekel, niso mi povedali, mojstri mi niso povedali, ker če ne bi to preprečil. Jaz bi preprečil, če bi vedel, pa mi niso. No, in potem je začelo se potovanje v Sloveniji, predavanje. Potovali smo v Reko, iz Reke v Zagreb. V Zagrebu je bila cerkev, ker smo najeli eno cerkev protestantsko. Je bila cerkev polna teozofov, ker drugače v Ljubljani ni bilo, ampak v Zagrebu so prišli vsi znani, neznani teozofi. Zelo ljudni so bili, zelo, res so pravi odnos pokazali. Tudi par vprašanj, pa to je bilo vse, pol pa je šele sledil, ne na Benjamina, na nas, ta mladi udarec. No in na to smo iz Zagreba šli v Beograd, mladinski, študentski center. Ja. In tam je bilo ogromno ljudi. Tako da Benjamin je imel to svoje predavanje, tako da smo ga v Beogradu znali že tudi mi vsi na pamet, ker je bilo vedno eno in isto, skoraj tako rekoč. Edino, kar smo se že naučili v Londonu, to je bilo, ko sva z mojim prijateljem v Londonu vprašala, ker sva brala knjigo, kaj pa ta se baba, in se je nekaj začelo dogajati. Zgodilo se je to, da smo bili v prostoru jaz, pa ta moj prijatelj in se baba. To se je zgodilo. Benjamina ni bilo več. Tam, kjer je Benjamin sedel, bil vse baba. In aroma, se pravi ta vibuti ali ta aroma tega incensa je bila v zraku. In pa sem Benjamina vprašal, kaj pa se je zgodilo? In je Benjamin rekel, kadarkoli mi postavi nekdo vprašanje od vse babe, proti moje volji vse baba pride. In ker je nam bil tako všeč vsaj baba takrat nekaterim, sva se mi dva z mojim prijateljem v Ljubljani še ne, ampak v Zagrebu sva se že drenala v prvo vrsto, ker je on končal vprašanje, ja, kdo je vsaj baba? Ko sva vedela, da se bo zgodil. In Benjamin postal vsaj baba in prišel je blagoslov, takrat je bil blagoslov vsaj babe. Ne boste verjeli. V Beogradu smo šli s tramvajem na predavanje in moj prijatelj pravi, Benjamin, who is vsaj baba? Cel tramvaj je dišal po incensu. Benjamin je tam se stal in gledal s tistim svojim vsaj baba, nasmeh sem ga smenoval. Ampak vse je dišal. Ne vem, kako se to dogaja, to bo vedno zame ena veliki skrivnosti.
Tako da smo začeli s transmisijami v Sloveniji in potem, ko smo imeli polne lune, smo včasih dodali na koncu transmisijo za 1 uro, ne več, čeprav smo z Benjaminom Inhodil od 24 ur, tako da se spomnim, da na začetku so včasih ostala, dejansko smo enkrat ostala, tam smo bili eni, temu reče Oberammergau, ena vas, bolj na Bavarskem, jaz pa Benjamin na koncu sama še. Ljudje so šli na kavico, na čaj, in da so pa tam čičala, pa se čičala. Ampak veste, energija je bila tako močna, da se kar čičala. Se dela in se je energija dogajala. Če tudi ni bilo nobenega okolja, sem jaz pa Benjamin. Ne? Ampak enkrat padeš v ta tok, pol je tok. Na vseh teh transmisijah z Benjaminom, da me živa duša ne more prepričati, da nisem čutil tega toka. Dejansko tok, tekale. Samo da smo se sedeli, prijeli velika, pa je že tekalo. Zelo močno. Benjamin Krem je dejansko prinesel zopet ta duh, bi s tem rekel, reda zvezde, ki smo ga kot člani Teozofskega društva, mi smo ga pogrešali. Ja? To neko pričakovanje, to neko, ja, se je pa res, da so tle. Veste, navdušeni. Čeprav so imeli skoraj, rekel, vsi mladi teozofi močna izkustva, kar se tiče prisotnosti mojstrov, takšna in drugačna. Ker smo srečali te stare teozofe, ki pa so bili drugačni, kot so danes ljudje. Veste, danes so na razpolago knjige, danes na razpolago internet, YouTube. Včasih tega ni bilo. Včasih vse, kar je bilo izustno ušesa. Ko so sem prišli kakšni predavatelji, težko je bilo dobiti knjige. In ta jugoslovanska srednja ezoterikov je bila izredno predana, zelo globoka, zelo, rekel sem, imeli to svetost v sebi, sveti odnos do teh stvari. Danes se je to nekako razgubilo, ta odnos do tega. No in tako da je Benjamin prinesel nek novi zagon med nas in smo, seveda, res pedati kot človek, potlej ima še druge aktivnosti, se neke stvari spreminjajo. Pri meni se je spremenilo to, da sem se nekaj časa, smo se angažirali, na kar zaradi mojih meditacij, mojega študija, sem se bolj usmeril temu, mi rečemo, v drugi aspekt prihoda, to je, da se prisotnost zgodi skozi srce. Se pravi, meni je bolj zadišalo, pa s tem ne mislim reči, da je tisto drugo narobe, kje pa sploh ne. Ampak meni osebno je bolj zadišal ta stavek, če tudi se Kristus 1000-krat rodi v Betlehemu, če se ne rodi v tvojem srcu, ga ne boš prepoznal. Tako da mi je šlo bolj na to, da sem praktično začel iskati to prisotnost v svojem srcu. In tudi učiti skozi predavanje in delavnice, odpirati srce. In pa delati na skupinskem procesu, kjer se dejansko odpira ta energija ljubezni, sočustvovanja, ki pa ni lahka stvar, sigurno ni lahka stvar. In sčasoma sem odkril eno svojo pot, to je tečaj čudežev. Tečaj čudežev, za katerega Benjamin pravi, da je izredno dober učbenik, če lahko rečem, ne pravi učbenik, to rečem, za tako imamo drugo iniciacijo, prav kot človek skultivira in svoja čustva in kontrolira svoje misli. Tečaj čudežev, kot pravi Benjamin, je odkril od Jezusa preko enega učenca dan svetu, ravno s tem, da lahko nekaj naredimo svojim, se pravi, neko revolucijo znotraj sebe, da odkrijemo neko novo paradigmo mišljenja. Tako da sem se smeril bolj v to smer, v smer odkrivanja, lahko rečem, iskanja te zavesti v sebi, in o tem rad govorim,
kar pa ne pomeni, da zapostavljam tudi to delovanje, ki ga je imel Benjamin in pa ki ga imajo ljudje, ki delajo transmisijo. Transmisija je izredno služiteljsko dejanje. Res je, da moramo vedeti, da transmisija je tako, da se greš tuširati. Tudi ti si deležen nečesa. Tudi ti si deležen nečesa. Tudi tebi neki. Benjamin je znal tako lepo reči, to je najbolj preprosta oblika krijenja. Kar se meni zdi res. Nek začetek in pa če nekdo želi naprej, pač nadaljuje. Tisto, kar tisti, ki poznate Benjamina Krema, ki veste za Benjamina, on je vedno govoril, da on je imel kontakt z mojstrom modrosti. Bodhisattva Maitreya nikoli ni fizično srečal, kakor vem, ker je imel neko blokado, neko prepoved, kar pa ne pomeni, da ga drugi niso srečali. Takrat, ko sem bil prvič pri njemu, je zame bil to intervju z mojstrom. Dejansko od določenega trenutka naprej sva s prijateljem imela občutek, da ne govorijo več z Benjaminom, ampak z neko drugo osebo. Midva sva imela vprašanja, veste, ko pride nekdo iz Jugoslavije, k nekomu, ki je kot medij, veste, kot iz 080 pa naprej. Kaj bo pa z mano? Kaj bo pa z mano? Veste, ko je šel Mujo, je šel k eni jasnolitki. Pa je potrkal na vrata, pa ona reče, kako je? Kaže, ako ne znaš, idem ja. No, za nami je bil Benjamin taka jasnolitka, taka, vse je vedel, in sva sprašvala. In dejansko sva dobila takrat ogromno odgovor. Sigurno sva vprašala, 100% sva vprašala, kaj bo z Jugoslavijo. Tito je umrl. Benjamin je odgovoril tako, da je zak konfederacija. Veste, da je bilo pol to premlevanje, ali bo, ali ne bo. Tako da je rekel, Jugoslavija, eksperiment je mimo, je pisal, nov eksperiment, federacije. Jaz sem obiskal Benjamina potem še enkrat, dvakrat sem bil pri njemu doma, v tem Dartmouth parku, kaj že je. Drugič, prvič, ko sem šel s prijateljem, je bilo lažje, ampak drugič sem pa sam tabo tam okoli, da sem ga našel. In to je bilo leta 83 in sem ga hecel, tako preverjala mi 20krat. Takrat smo že vedeli, da je. Leta 80 še nisem vedela, da je Maitreya v Londonu. Tudi Benjamin še nisem vedel, sam da nekje, niso vsi mislili, da je v Ameriki. Pa je prišla pa njegova trditev, da je v Londonu. In takrat sem bil dvakrat pri njemu. Bil sem prvi dan, ko sem prišel v London iz Findhorna, sem bil pri njemu in sem ga hecal, seveda. Danes sem drugačen, takrat sem ga hecal, rekel, daj 5 greva. Nam je dal tisti indijski geto, 5 z mano greva, jaz ne vem, kje to je, res ne vem. No pa mi je povedal, ko sem drugi dan cel dan v getu. V indijskem getu do pozno začel, prišel sem nazaj, kjer sem spal po moje nekaj okoli 12 enih. In drugi dan sem šel v Benjamina na povem, da sem srečal nekoga in je potrdil, tak je bil. Tako da mi tega nišče ne more vzeti. Da sem rekel, da to, kar sem jaz vedel, to sem vedel, pa konec. In takrat mi je Benjamin dal eno fotografijo. Jaz sem držal obljubo, sem rekel, dokler si živ, ne bom povedal, ne bom pokazal živi duši. Ampak zdaj Benjamina ni več. Ta fotografija je nastala pod njegovo piramido, ne vem, kako temu rečete, tem strojem. Tetraeder. Ja. Tam spodaj so nekaj eksperimentirali in se je nekaj zgodilo. In Benjamin mi je to dal in rekel, to je moj mojster. In jaz se danes lahko pokažem, bomo tako gledali, kad jaz lahko, kad peljo nova vrata. Če boste karili, ste dobri.
To je fotografija mojstra Benjamina Krema. Moj lastni že od leta 83. Lahko pa gledate. Glejte, tudi ni nič posebno, če jaz vprašam mojega danes učitelja, a je to kakšen mojster, veste, kaj je odgovoril? Je, ampak duh krija, deli krijo, deli meditacija. Jaz vam lahko samo dam namig, da lahko vidite oči pa roko, to mi tudi Benjamin Krem, lahko vidite, da se nekdo naslanja, da imate. Original je v Benjaminovi lasti. Jaz sem dobil eno tako umetno, ko sem fotografiral pa povlečil. Ali ta slika deluje kot roka? Ne. Ta slika ne deluje kot tista roka, veste? Ja, da daš gor, ta slika ne deluje. Ta slika je zato, da je gledati. Neč drugega. Ni treba, tako kot Krishnamurti prav, ne padati na tla. To ni učitelj. To je papir, dragi moji. To ni učitelj. Ampak, zanimivo, jaz sem fotograf a veste, če odle gledaš, to je nos, to so oči. A vidite? Nos, tlele je roka, to je pa nos. Ne, jaz se že poznam na pamet, tako da vem, kaj gledam. Ja, tako pa pogledate. Tako da, Benjamin Krem je isto, ne? Prvo je bila obdobje, prišel bom, in pol je nastalo obdobje prisotnosti. Prvo je govoril o prihodu, zdaj pa vse bolj prav prisotnost. Ne? Maitreja se pojavljal naokoli po svetu, hodil v verske skupnosti, se pojavljal tam na kakšnem srečanju, če na kakšnem srečanju, pojavil se tudi v Ljubljani, to veste, preberete, no, boste našli v šeru, so ga sprašvali, točen določen datum v hotel Slonu na naši polni luni. Potrjeno se ni Benjamina. Mi smo vedeli, da bo prišel nekdo, Azijat, da bo prišel na naše srečanje in takrat je bilo v dvorani 200 ljudi, ogromno, in po informaciji, ki smo dobili prej in potem potrjeni, je bil od vsakega Maitreja, je bil na obisku. Da je bilo kaj posebnega, tista meditacija je bila posebna. Na transmisiji ni bil, še prej so odšli gospoda, ni bil sam, ki bo nekaj. Tako da, Ljubljana je zanimivo mesto. Jaz sem imel priliko, se spomnim, to vam lahko povem, ker moj učitelj tantrec, stari teozof, odhajal, to je bilo leta 75, ko sem ga tudi spoznal, ženo, smo šli, sem ga nosil kufre na železniško postajo in na vlaku me povedala, pa prav, Tilko, ti boš srečal mojstre. Hvala. Rekel, a zdajle? Rekel, zdajle. Glejte, vlak je odšel, jaz stopim dol, se obrnem proti tam izhodu, kjer so stavbe železniške postaje. Veste, kaj sem videl? Skupino sikhov, indijskih sikhov, v oblekah pa s tistimi turbani, sigurno jih je bilo kakšnih 20. Tukaj je en, tam en, tle 2, tle 3, tle 4. Tam, ki je pa postaja, ki so bile pa klopi, tam sta pa sedela dva, en zelo star sikh z belo brado, s turbanom, in en mlajši z zelenim turbanom, črna brada in črni. Jaz sem gledal, odkud je imel lase, ko sem ga gledal. Sem rekel, no, pa tale moj France pa res ve, le se so že tukaj. Jaz jih prej nisem videl, kaj smo šli. Ta baraba jih je videl. In mi pa rekel, ti bo srečo mojstre. In ko sem nešel, sem jih zagledal in sem, veste, prijem sem mislil šteku, kaj je ta moj učitelj, kako se z mano igra, ne. Boga Krišna, morate gledati tiste indice. Kako tukaj so. Ja. Ampak zelo, veste, kad to vidiš, v Ljubljani včasih dosti indice prihajajo. Takrat tisti časi, ko smo bili tako imenovani, kaj smo že bili navaščeni, ni bilo treba vize za Indijo. To je bilo odprto. Indija pa Jugoslavija sta bile zelo, zelo povezane. No in to je bila ena skupina očitno, ki je potovala nekam na zahod. Sikhov. Mogoče turistična agencija. Tako. Tako me kaj vprašate.
Ne vem, ali vam je zanimivo to, kar govorim. Mislim, da je bodhisattva Maitreya prisotna na svetu. Mislim, da če bi ga radi, da se bo vse bolj in bolj to začelo pojavljati. Ja. Problem, ali bo prišel ali pa ne bo prišel, pa ni toliko v ljudeh, kot je v njegovih učencih. Ja. Danes je toliko učencev že v svetu, po ezoteriki prvih posvečencev, drugih posvečencev, tudi nekaj. Problem je, da je ego še zelo močen. In ti učenci so med sabo, namesto da bili združeni, so med sabo razdruženi. Ja. Vsak vleče na svojo stran. To je največji problem. Ja. Vsak misli, da je pameten, da je brhten, da ima pravo pot. To je največji problem. In da se bodo ti učenci vzeli skupaj, ko bodo se začeli podajati roko, ko bodo začeli graditi mostove, potlej se lahko zgodi, ne da prije samo Maitreya. Prvo, Maitreya bo tako ali tako, ampak da pridejo mojstri modrosti, da pridejo te ašrami, da se temu rečemo eksternalizirajo in ne gre za to, da pa nimam nič proti, da se pojavi nek ašram, recimo Indijci, ki so vsi zelo predani, pa imajo čopke, pa skačejo, pa pojejo Hare Krishna, tudi to je prav, da je, ampak učenci mojstra so malo drugačni. Ja. Tako da prije do sodelovanja med ljudmi dobre volje. To je zelo pomembna stvar, da se začne neko sodelovanje. Jaz se spomnim, ko smo se pogovarjali, ja, tako, ja, Rimokatoliška cerkev odhaja. Rimokatoliška cerkev odhaja. Ja. Mladine ne zanima več cerkev, a ne? Pa so pred parimi meseci imeli srečanje v Stični. Samo 5000 mladine je bilo v Sloveniji. Samo 5000. A mi lahko pokažete en drug dogodek, kjer je 5000 mladine tako skupaj na takem duhovnem, pustimo metali, pa tam Sočo, pa te stvari. Da pride, se je tudi rušte, ne? Ampak da pridejo takole skupaj, da jih nekdo organizira. Težko. Včasih je to bilo, ne? V naših časih mladine. Danes tega ni. Tako, poglejte, cerkev je stara organizacija, ima pamet, ima izkušnje, ima stroj, ja? Ima stroj. Pri nas pa, ne moramo spraviti skupaj par ljudi, da bi se usedeli iz različnih duhovnih sren, pa nekaj naredili, kakšen skupni dogodek. Tle smo še nekaj daleč od tega, da se to lahko zgodi. Smo probali parkrat, pa ne gre. Tako da, ampak je treba začeti s takimi majhnimi srečanji, to kot tlele v knjižnici Teozofski, ki imamo simpozije, tole Domen čudovito, pa ekipa čudovito organizira. Tako da letos, v tem letu tudi treba, ne? Že razmišlja, kaj bo in kako bo. In dati prostor na razpolago za dogajanje. Ne? Tako da tukaj v teh prostorih nismo prisotni samo mi, jaz pa čaj. Če se dosti stvari dogaja. Ne? Transmisije so tukaj, potle, kaj je še tle. Skrajno na drugi strani, so še rožni križari so tukaj, se pridejo, študijske večere imajo, pa smo imeli tudi že Hare Krishna, eno skupino, ki smo čudovito enkrat večere, pa prepevali. To pravi, različne stvari, temu bi rekel tako prosto srečanje. Ne? Zdaj je treba samo še najti skupne točke, pa zelo majhne sodelovanje. To je to, da se ljudje dobre volje srečajo, nekaj skupaj naredijo. Tako, lahko me kaj vprašate. A res živi Maitreya
v južnem delu Londona. Ja. In igra tablo. Ja. Igra tablo. Ne igra Se tablo. ljudje srečavajo z njim, ne? In Ja, tako, čisto. čist. Leta 1977 živi v Londonu, v Ja. pakistanski skupnosti, pa 16 mojstrov modrosti je na našem planetu. Torej, jaz sem videl človeka, ki je igral tablo. Veste, kaj je indijska tabla? Ja. Nisem šel v Sai Baba center, tam je razumno, to mi je bil mi rekel, kaj mu je prišel tja. Nismo peli mantre, čudovite bačane Sai Babe in enkrat je prišla skupina, ki je začela igrati. Ne boste verjeli, tisti me je prepričal, ker je tabla igral tako so. Podoben enemu mojemu prijatelju, ki je iz Celja, zelo podoben. In jaz sem rekel, da sem ga videl, konc. In sem rekel, Benjamin, kako ne vem, da je to bil on? Prav, veš, neko, ja vem, neko pol je to bil on. Jaz te ne morem prepričati, ne, sem rekel, ti me ne moš prepričati, da ni bil. Konc. Kaj sem imel tega? Bil sem malo. To je bilo. Ja. Res je, da sem se ga drugi dan ful napil, ker sem bil tam v eni skupnosti duhovni, ker sem imel neko zabavo, tako da sem se mudil letalo, sem moral še en dan tam ostati. Tako je bilo zabavno. Ja, če mene vprašaš, živi v Londonu, ampak tudi dosti potuje, normalno. Ja, v Južni Afriki so rekli, da je bil. Ja. So ga Zdaj pa, kaj ti to, slikali, ne? ja, pa zdaj samo še vprašati, kaj to tebi zdaj pomeni? Gledajte, še večji od njega je bil, če gremo po Benjaminu, to je Sveta Sai Baba. Ja? Medtem ko je Maitreya ne bi bil tukaj, učitelj sveta, avatar tukaj, zemeljski, Sai Baba bil pa kozmični, razumete? Ne? Ampak oni Ja. sodelujejo, ne? Ja. Oni sodelujejo. Pa smo ga imeli Ja. možnost videti, ne? Ja. Ne, ampak koliko ljudi je šlo tja, eni so nekaj naredili, eni niso nič naredili. Eni so šli tja pa se rekli, Sai Baba, daj mi bicikl. Ja, res. Prosim, daj mi bicikl ali pa, da jaz sem bolan, pozdravi me. A veste, tako grejo ljudje, ne? To je razumljivo, ne? To je razumljivo, ne? No, sej, jaz vem, da pri tej mojstrih modrostih je stvar drugačna. To ni, da ti njega zakaj nekaj prosiš. Ti moraš prositi Boga vse, ne pa tam. In se mi zdi, da je Krishnamurti, a veste, to njegovo učenje je dobra podlaga za to, kar prihaja. Ja. Za to učenje, ki bo zdaj prišlo. Ne? Dobro mi je bilo to, ne, ko si rekel, da Krishnamurti ni maral sledilcev, ne slediti, ne. In kaj tudi mojstri modrosti in kaj Maitreya, njegovo učenje najbolj pomembno, ni slediti. Ja, Res samo ne rabim nobenih sledilcev, ne. Medtem ko linija Sai Babe, ne, to so bhakti, to so sledilci, Ja, pa ne. brez slediti, ja. To je druga linija, druge poti si vse vodijo pa eno. Ja. No in to je tisto zanimivo, te izkušnje pridobite v življenju, služite in rasite, ne? To je tisto, kar je najbolj pomembno. In ko si rekel, da je Benjamin Krem, ne, bil, skozi njega je deloval mojster modrosti in recimo, katera stopnja razvojna, ne, se ne sme vedeti za nobenega posameznika, tudi za te naše velike, razen po smrti. No in tisle, ko sem ti prinesla, je ravno eno leto pred smrtjo je svoji ženi povedal to žarkovno strukturo, žarke in pa stopno razvoja. Benjamin Krem je bil, če je tretja stopna, to pomeni, da takrat že deluješ kot duša, si kot duša. On je bil 3,46 po smrti, tako da je bil velik človek, si z velikim človekom, ne, se srečeval tudi ti, tako kot jaz, 22 let. Benjamin je bil kar zelo tak, ni hotel imeti sledilcev, ampak vsi smo bili radi z njim. Bil si pa rad z njim, ampak ni bil nekaj. Čeprav si ga vprašal, kakšne stvari ezoterične, ker je imel
Svoj način odgovarjanja je bil zanimiv. Tako da, No, na Nizozemskem je ta transmisijska konferenca, ne, on je začel s tem, ker kralj je 27 let je zdaj, tako da jaz sem bila tam 22, na Slovenka, ne, sem bila tako, toliko že tam. no, kaj dosti. pri- A se delaš 24 ur? Pa? Ne, na začetku so bile transmisije 6 ur, zvečer so se začele čez dan, so bile delo v skupinah, to je to, kar si že prej tudi povedal, skupinsko delo. Ne? To je tisto, kar bi bilo zelo pomembno, združiti vse te skupine, ki, ko nas vodi vse v eno, ne, vse, po celi Sloveniji, kaj je tisto, ne, da bi se res srečali, vse te novodobne, vse te duhovne skupine. To bi bilo en velik dogodek v Sloveniji. No. Kdo bi mogel začeti? Da ti pa povedal še eno zanimivo stvar. Mene je zmeri, se pravi kot škofa, me je zanimalo, kaj si misli Benjamin Crane o naši maši. Ja? In sem ga tudi vprašal. In ta odgovor se nahaja v eni njegovih knjig. Benjamin Crane je rekel, da prav poudaril knjigi Mass Liberal Catholic Mass, liberalno-katoliška maša, se dogaja isti prenos energij kot pri transmisiji. To piše v knjigi. Tako da to je reklama za našo mašo. Domno prav, Bog ne samo da bomo še več vsak dan. Lahko vam povem, da se res, ko je ta liberalna katoliška maša, ki je podobna kot pravoslavna, kot rimokatoliška, pa pravoslavna, pa anglikanska, zelo podobna, da če si meditativno prisoten, da boš res čutil te različne energije v različnih trenutkih obreda, ki tečejo čez tebe. Če mašuješ, ali pa če si prisoten pri maši, se to dogaja. In namen te naše maše je, da nastane nek bi rekel, zbiralec energije in potem med mašo proti koncu ta energija gre naokoli in jaz nimam vpliva na to energijo. Mašnik, škof, duhovnik, nismo to energijo, tako kot transmisija, spustili dol, da jo potle ti angeli in pa bla 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 uporabijo, tam, kjer je potrebno jo uporabiti. Ampak je to, se pravi, medtem ko transmisija je zelo taka meditativna, naša je zelo ceremonialna, tak sedmi žarek, pa devocija tudi zraven, tako da, in to se dejansko dogaja skoraj pri vsaki teh maš, ki sem jih našel, rimokatoliška, pravoslavna, anglikanska pa naša, samo da včasih tist, se pravi, učenje naredi pri tebi neko blokado, da ne čutiš. Če greš, recimo, jaz nisem bil vzgajan od krščanske družine, niti nisem imel veruka za sabo, tako da nimam nekega a priori, neki proti, a veste, tem. Jaz vem, da mladina danes, če je bila pri veruku, pa je bil učitelj zelo zoprn, da so proti, tej neki teologiji, kar je čisto razumljiv. Tako da sem vedno s nekim odprtim umom spremljal te stvari in tudi sem našel to pot v Celju. Jaz sem našel liberalno-katoliško cerkev, svobodno-katoliško cerkev v Celju in tukaj zgore, gledajte, ko smo že, jaz sem dal dve slike, no ena slika je vedno tle. To je slika, ki jo v svobodno-katoliški cerkvi, ima Liberal Catholic Church, včasih je smela viseti samo v cerkvi. Odkar je internet, je posod. To ni Jezus, to je Bodhisattva Maitreya. V svojem tem telesu luči. Ja? To je bilo narejeno, je bila tam leta 1915-16,
ko je začela nastajati Svobodna katoliška cerkev, je lik Biter, ta oče, vidite, jaz ne vidim, z nekaterimi slikarji so narisani. Če sem ti vzeli čas, pa jo gledali, boste videli azijatsko podobo zadnje, neko indijsko. Ja? Obstaja slika, Prema babe, veste, da je Prema babe. Prema baba je, pravijo, ne, pa tudi vse baba, sam je rekel, njegova naslednja inkarnacija, ki bo, zdaj se že mesec enkrat rodil, če se še ni, se bo rodil, v Indiji, in so tudi že narisali, kako bo Prema baba zgledal, zelo podobno te slike, zelo podobno te slike. Tako da, to ni mojster Jezus, to je dejansko za nas, svobodno katolike, je to Sata Mekre. To je Kristus, ki je deloval 3 leta skozi Jezusa po teh ezoteričnih učenjih. Tako da za nas je to velika razlika, kdo je Kristus, kaj je Jezus. No, zraven sem dal pa še eno narisano sliko mladega Krishnamurtija, ko je bil v redu zvezde. Ta slika se nahaja v Londonu, oziroma ne v original, se nahaja v Nottinghamu, v Angliji, v hiši, ki je tako ogromna hiša, ki je last Azovskega društva, in tam sem videl to sliko, pa je najbolj tudi na internetu, pa sem lahko fascinirati. Sem se šla tudi gledati v Londonu, sem bila v Krishnamurtijevem centru. Ja, tam ne sem. Zelo zanimiva šola. Krishnamurti je dejansko tisto njegovo veliko delo je ustanovitev te šole. Obstaja te šole. Smo pa eno vprašanje. Ja. Pri transmisiji je invokacija. Kaj je pa primaša? Primaša? Torej, pri nas nekateri uporabljajo tudi veliko evokacijo, ja? Drugače pa je celotni obred, lahko se uporablja veliko evokacija, drugače pa primaši je priklic v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. To je ta trojna formula po teologiji, ki je najmočnejša. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha začneš delati delo, na kar je vse naprej so različne molitve, se pravi, maša je arhitektonsko zgrajena, tam ni kar nekaj utrudnih, ampak vsak stavek dela na tem, da prvi človek pripravi fizično telo, potem se emotivna energija skupnosti zbere, se pozdigne skozi razne molitve, potem mentalno telo, se mentalna energija zbere, in tukaj pride berilo, tukaj pride evangelij, potem se pa dogaja ta magija, ko se spreminja hostija in vino. Spreminja se frekvenca v hosti, to je učenje, to je ezoterično, spreminja se frekvenca materijala, da začne, da frekvenca odgovarja tistemu frekvenci enosti. Enosti. Se pravi, temu rečemo v ezoteriki budični nivo. In da atomi v materialu, v vinu in v molekulah in pa v hosti začnejo vibrirati z frekvenco budija, kar pomeni, da postane radioaktivni material. Hostija in vino postaneta, zdaj govorim malo čudno, radioaktivni material in to mi damo v usta. Mi damo v usta radioaktivni material, ki potlej deluje na našo srčno čakro teden dni. In zato gremo ponovno hosti. Čez teden dni. Zdaj s tem, da v nekaterih cerkvah zahtevajo spoved, ki pa ni obvezna, ker je že v maši not obstaja neka splošna spoved. Res pa je, da naši wow. To je pa to je pa ikona, ki je prišla iz Brazilije.
ikona, ki je prišla iz Brazilije, sprav narejena je po vseh pravilih ikonografije, kako se ikone rišijo. Jo je narišel naš škof v Braziliji, São Paulo, škof Gilberto, je narisal ikono Bodhisattve Maitreya. Se pravi, tega človeka, če bo kdaj prišel sem, pa da vam priporočam, da srečate škofa Gilberta, to je nekaj posebnega. To je nekaj posebnega. Če mene vprašate, kaj je en sam mir, to je en sam mir. To je en sam mir. Je pa vodja, vodi na tisoče ljudi. On vodi skupino Saint-Germaina, IM. Ampak tisto prvo, zelo staro. In je učitelj v tej smeri, izrovetil človek. Res. Z njim je na kavico je bilo. Mene zanima, ali je še in koliko jih je kakšnih avatarjev na svetu zdaj. Zdaj jaz ne vem, kaj pravi to indijsko učenje, ampak eni pravi, da je Kalki avatar ta Bodhisattva Maitreya, da je to ta Kalki avatar, ki ga čakajo. Hindu, on je pakistanec, Azijat. A so še kakšen drugi Kalki avatarji, pa Veronika ne vem. Kaj pa recimo Samael, Veron. A ja, kaj on pravi? On je bil tudi... Njega so proglasili. Njega so imeli za avatarja, ja. To sem bral, da sem imel. Ja, so ga imeli. Ja, lahko da so različni aspekti, ne. Sej, če gremo na Divine Mother, na božansko mati, ne, imamo danska nekaj teh božanskih mater. Ena je ta aspekt, ena je ta aspekt, ne. V Indiji tudi nekaj teh učiteljev sveta in pravijo Jagat Guru, ne. Kar nekaj, ne, tam en veliki mahant ali predstojnik tega pa mu daje naziv. So, ne, ampak jaz mislim, da v tem ezoteričnem smislu je pa hierarhija zelo jasno urejena in če mi rečemo nekomu tale je po Indiji Jagat Guru, je lahko kakšen visoki posvečenec neke stopne. Ve pa se točno, saj linearno, kako je hierarhija, kdo je generalni direktor, kdo so poddirektori, kdo je kdo so administratori, kaj so te, to se nekako je to v teh modrih knjigah zapisano. Tako da, so pa lahko rečemo Kalki avatarji, mogoče ta ena linija, ne, ljubezni ali pa, ne, pole pa Rudra avatarje, pa po širini strani, ne, so pa čist druga kvaliteta. Recimo Mater Mira v Nemčiji, ne, ona je bolj Durga, ne, ona je Durga, boginja. Ne. Tako, kaj je bila pa Lakšmi, pa mogoče Ananda moj ima je bila bolj tašna. Ananda moj ima, ona je bila taka. Ama je taka, ko objema. Ama objema, to ni vezno. To je bolj lahko mati, ne. Lakšmi, ni Sarasvati, ne. Sarasvati je bolj... Ne, Sarasvati je... Ja. Tako da, te stvari so, linearno so na mene stvari jasne, ampak kako je po resnici pa za naš ni, ne. Krishnamurti nekaj lepo pravi, eno je to naše in znanje osebnosti, drugo je pa modrost. Pravi, ljudje bi radi vedno imeli znanje, da vse razumemo, ne. Ampak mojstra modrost in znanje ne želimo. Njih zanima modrost. To je višja stvar. Modrost je pa sestavljena iz ljubezni in znanja. Ja, to je nekaj, to je čist nekaj, ne. Nas pa zanima tako pa tako, ne. Stvari so pa lahko tako, ne. Veš, kaj ampak pa za naš um, ja. je pomembno, ne, to mogoče pa tudi tako pomembno zavediti, ne, za kaj druge, da je Helena Petrovna Blavatská, pred 2 leti je Benjamin Zadnjič bil na Nizozemskem in takrat je povedal nam, da je postala mojstrica. Máme 5 minut, ja. 6. 6 že, že nas. Ampak dol v Rusiji. 5, ja. Ampak ni Putin, ne.
Ni kuhinja. Recimo, kaj ti misliš o Abi? No, O Abi. zame je to, da se nisem še nikoli videl. Ne, jaz Ne. sem pa. Ampak mislim, da je, Njeno pjev. mislim, da ima veliko pomen, ona dela ogromno širi neko ljubezen, Združenih narodih ogromno dela, da so to ljudi, ki To so imajo. posvečenci, Ja. to so mojstri, mojstri so skriti, še ne Mojstri so delujejo, skriti. še ne delujejo javno. Ne. Mislim, da so ti bolj lahko neke vrste avatarji, ne, kot Benjamin, a veš, ampak imamo mečkane avatarčke, To so posvečenci, Ja. imajo višje stopne, se mi reče, Čisto lahko. in to Imajo svoje oni so poslanstvo. služitelji, Ja. ja, posvečenci so služitelji. imajo neko svoje poslanstvo. Veš, Ampak, ko sem jaz začutila, ona objave 3 dni zapovrstjo objema. Ni šla ne spat, ni šla počivat, ni šla nič, ampak smo bili 3 dni, torej mi smo šli ponovno spat, ne, pa ne sledili nič. Ona je ostala 3 dni v tisti dvorani, tam na odru, in je seveda noč se prehajala, in ona te objame tako, kot da si ti edini človek na svetu, ki obstoja, ki te objame. Ne? In reče, torej, meni kot ženski, ne je kot ne. Ampak takrat pa začutiš, Da sem te. jaz nisem nič pričakovala, ne. Ja, Torej, ja. objame te ljubeznivo in tako naprej. To imajo seveda. In rečemo, kam je doter, ne. Ampak ti začutiš neko eno tako čustvo, eno tako energijo, tako da ti ga je kar po celem telesu in si takrat čisto rekla na en način paraliziran. Ne. Kar začutiš, kako te kar nekaj zajame, nekaj objame. Ne. Torej, neverjetno je, kako recimo zmore, to mora biti ena posebna vzhodna. Torej, mene so, Po 3 dni, 3 ja. noči, sedi v dvorani, se pogovarjali, brez počitka, brez česa koli. jaz sem preko Celjanov, preko te družine Konec iz Celja, slišal za Swami Omkarananda. Swami Omkarananda je živel v Švici in njega je Swami Shivananda, ta veliki indijski jogi, ga je poslal in rekel, Švicari so hoteli imeti enega jogija. To je bilo tam takoj po vojni. Drugi so rekli, mi bi radi imeli enega jogija hočemo imeti. In bomo pa enega poslal. Ne. In dočakal, da bo prišel en, kot sem jaz danes. Dolgokosi, ne, nek tak jogi, ne. In je prišel lepo ostrižen Swami Omkarananda, ki je znal par jezikov, ki je igral par inštrumentov, ki je poznal psihologijo, filozofijo Zahoda, humanen prste in naredil ašram. Res je, da je od leta 77 bil pol v zaporu do 15 let, obsojen za vse, kar je možno, tako kot Swami Premananda. Ampak jaz sem bil tam v tem ašramu, potle v Švici sem bil 2 tedna in vam lahko povem 2 dogodka, ki sta dejansko potrjena. En dogodek je bil, da sem prvi videl Swami Omkaranando, to je bil čudovit Indijec, zelo lep Indijec. On je prihajal dol po stopnicah in jaz sem tam nekaj spodaj delal in ki je prišel do mene, je dal roke na maskar, jaz sem dal roke na maskar, ampak potem je on roke odprl. On je roke odprl, kar Indijec ne, on mi je dal blagoslov. Ampak da veste, tisti trenutek je bil on tam samo zame. Tako da ni nobenega, tako da me je prvič v življenju, dejansko me je prvič življenju, in me je pozdravil s takim veseljem, s tako radostjo. Sprav, res me je pozdravil. Veš, mi pa rečemo živijo, kako si. Ne? To je dejansko me je pozdravil, je rekel, namaskar, in pa je do roke skupaj in ga ni bilo več. Glede, to je en trenutek. In ga ni bilo več, je šel svojo pot. Potem so pa s prijateljem, tam si moral nekaj delati, in dva, da so tam živela, sva delala, sva pod njegovim oknom klesala nekaj. Nekaj sva z elektriko nekaj sva nabijala. S kamnik, z kladivom, ki je bil uvit v
coto, cunjo, zato ker je bila sobota in to je, ja, da niso slišali sosedi, Kršici tam v Basel, to je bilo gor Winterthur, en tak zelo mondeni kraj, sami bogataši. Ob 12. soboto konc, ne smeš delati, nobenega ropota. Ti izdelali tam 12. Tolkla. Vedeli smo, da so pa vsi na meditaciji. Tam je bilo vsak dan par meditacij, in je bila cela skupina, cela še bil na meditaciji, kamor mi dva niso smela še. In so delala, zgoraj je bila pa okno, soba od Karanande, in se okno odpre, on dol pogleda, se nasmeji, naj jo blagoslovi, in čez 5 minut pride kuhar, prešadam, je prinesel nama hrano, in dva sva jedi. In potem smo imeli kosilo, čez 1 uro pa pol neko kosilo, in tam sedimo za mizo, mi dva z veseljem povedala, s vami Karananda nama je poslal prešadam. Zdaj pa so rekli, danes je pa on tam, ne, pa ne. Saj Karananda je bil takrat na meditaciji, pa se so ga videla, se je bil, ne, bil mi. In seveda je nastal prepir, oni so govorili, da je meditiral, da je vodil meditacijo, mi dva pa, da nam je dal hrano. Tako da smo poklicali kuharja. Kuhar prišel in rekel, ja, seveda, telefon zazvonil, s vami povedal, da naj mi prinese hrano. Bil je v sobi in bil je v prostoru za meditacijo v hiši, ki je bila 100 metrov stran. Jaz še danes tem kako. Dva so ga videla in oni so ga videli tam. Tako da te Indijci znajo delati čuda, tako da to me več ne preseneča. In s vami Karananda je potlej, ki je prišel na sodišče, prvič ni se branil, ni hotel advokatov, in ko se ga vprašal, kako je njegovo pravo ime, ker je Simon Karananda mišel, je to zelo preprosto, Krišna. Ni povedal niti nič o družini, nič in je rekel, lejte, kakor boste rekli, to bom posprejel. Če sem bil lahko 20 let v Himalajah, v Votlini, bom pa zdaj še 20 let v zaporu. Pač, očitno tako mora biti, da je zopet Himalaje. Ni bil zapor. In ko je bil ta moj prijatelj Bojan Gorenc, ko se je pravil pri Svami Premanandi, ki je bil v zaporu že Svami Premananda, Benjamin tudi govoril o njemu, Svami Premanandi, pravi Bojan je šel k njemu v zapor in ta Premananda ga gleda, pravi, Bojan, kdo je v zaporu? Bojan, kdo je v zaporu? Ti ali jaz? Bojan, to me zmrazilo. Sem odkril, da on mene gleda v zaporu, ne jaz njega. On mene vidi v zaporu. On je v zaporu. Tako da te stvari so tako zanimive, ta indijski melos, pa to njihovo razmišljanje, pa njihovo gledanje, pa naše. Se lahko 100 let beremo o reinkarnaciji, pa karmi, ampak pride pa preizkušnja, pa pokažemo. Je dober čaj. Kaj? Ne, še malo čaja, jaz bi malo čaja, hvala. Vse tle, Kakšen čas pa je to? vse sorte. A ja, vešan. Aha, Malo vešane. malo vešan. Ali smo še kaj vešan? A nisi še ne? Ja, sem. Vsi pa še ne. Kako je zdaj z meditacijo v Sloveniji? Se dokupila je v Ljubljani? Ja, v 17 mestih v Sloveniji. Koliko časa delate po 1 uro? 2 uri. 2 ure so. Mislim, da je to zelo koristno delo. Sploh danes. Če bi se malo zavedali, koliko je transmisija, se ni lahko sedeti 2 uri, ne? Zato pa je služiteljsko, koliko je koristna za svet, ker je služenje, s tem si vključiš karmo svojo in pa seveda sam si deležen te energije od mojstrov.